Zaradi slabega vremena so športne aktivnosti bile razdeljene na 2 vikenda, kar pa ni bila ovira za športne navdušence v občini. V glavnem kolesarjem je bilo vreme naklonjeno, tako da so županovo kolesarsko turo izpeljali tako, kot je bilo načrtovano. Na pobudo kolesarskega kluba Jeruzalem Slovenija se je kolesarska dirka začela v Miklavžu pri Ormožu in je v bistvu predstavljala eno izmed rednih kolesarjenj. Zdaj zaenkrat se udeležujemo na področju občine Ormož. Imamo vsako prvo nedeljo to kolesarjenje bolj družabnega namena, kajti pridobivamo nove člane, se spoznavamo in zelo nam uspeva, tako da moram reči, zdaj od marca pa do oktobra, kot je zdaj prva nedelja, v oktobru nam je zelo lepo šlo, vedno je bila udeležba in zelo sem vesela. No, gre pravzaprav za športni vikend v občini Ormož, ki ga torej Športna zveza organizira. Odkot ideja, kako ste si to sestavili, zamislili? Ja, ideja ni nova, ideja že v lanske leto je bila izveden ta športni vikend, ki je bil v sklopu krajevnega praznika, ampak letos nekako nismo našli ne termina, pač pa so bile neke druge težave in sicer predvsem iz strani Fundacije za šport, ker smo enostavno dobili odločbo komaj v začetku septembra in dejansko za krajevni praznik ni bilo možnosti tega organizirati. Zdaj smo pa pač to nekako probali uskladiti še z onim zgoraj, ker smo računali, da je danes lepo vreme, pa še naslednji teden nadaljujemo še z prireditvam v mestni grabi v Ormožu, se pravi, organiziramo teniški turnir, potem imamo splošna telesna vadba in še nekaj dejavnosti, tako da bo kar pestro še naslednji teden. Iz Miklavža pri Ormožu je kolesarje pot vodila skozi Ormož, Veliko nedeljo, Senežce, Sodince do Podgorcev. Kolesarji so se ekipi lahko priključevali tudi na poti. Tako je bilo tudi v Podgorcih. Smo zelo veseli, da smo lahko prisotni tudi zraven te ture županove, ker vseeno smo kao prebivalci občine Ormož in smo zelo ponosni tudi na občino Ormož. Koliko vas je iz krajevne skupnosti Podgorci? Iz krajevne skupnosti Podgorci nas je 15. No, to je kar lepa številka. Ste se to posebej za to turo organizirali ali je spontano prišlo vse skupaj? Nekateri so prišli spontano, nekatere pa smo organizirali. Zdaj Facebook je najbolj dobro, prek Facebooka, kar prek Messengerov se pošljajo vabila in eni se odzovejo, pa pridajo in funkcionira to res. Iz Podgorcev so zbrani kolesarji odkolesarili skozi Bresnico, Lasigovce, Slome na Polenšak, kjer je bil tudi čas za prvi skupni počitek in okrepčilo. Potem je kolesarje pot vodila skozi Savce, Bratonečice, Sejance do Ključarovcev, kjer pa je bila naslednja postojanka. In še zadnji del ture, skozi Lešnico, Dobravo, Hardek in Ormož do Pušencev, kjer pa je bil zaključek in skupna malica za vse, za katero je poskrbelo športno društvo Pušenci. Kolesarji so na cilj prispeli več kot zadovoljni. To pomeni, štartali ste v Miklavžu pri Ormožu z kluba kolesarskega Jeruzalem. Koliko vas je torej od tam krenilo na pot? Tam nas je štartalo približno 20. Vsi ostali pa so se lepo pridružili skozi samo traso. So bile kakšne težave ali je lepo šlo? Vreme je lepo? Brez problema, super vreme, super organizacija, super kolesarje, odlična družba, vse smo imeli odlično. Govorimo o županovi turi, čigava je bila to ideja? Pa moram reči, da smo preko kolesarskega kluba Jeruzalem Slovenija nekako imamo vsako prvo nedeljo v mesecu organizira eno traso. Prišlo je na mene, tako da malo smo to vse skupaj povečali, bi rekel, preko Športne zveze, preko kolesarskega kluba prišlo je do takšne ideje in moram reči, da je super uspelo, vreme je odlično in oktober mesec smo že rezervirali vsako leto, da bo nekaj takega nastalo, bi rekel, tradicionalno. Tako, obetamo si torej tradicionalno kolesarjenje vsako leto, tudi drugače torej kolesarite, kot pravite, torej s klubom vsak teden, ne? Vsaki prvo nedeljo v mesecu kolesarimo, nekaj še malo z družino, tako da vse malo gibamo, ja. Bojana, kako je šlo?
Super, najbolj sem vesela, da je lepo vreme in pa tudi udeležba odlična, kajti verjetno tudi malo, da nam je župan stopil nasproti in v organizaciji z občino in pa z športno zvezo smo organizirali tak lep kolesarski dan in res sem vesela. Ja, vsi imamo kar dobro izkušnjo s kolesarjenjem, pa zdaj so tako, da ti električni bicikli, ne, malo boljše gre, ne. Torej si privoščite malo švinglanja zraven. Pa ja, drugače pa tako ne bi mogli, vse pa vedeti, zdaj že vsi pravimo, za enega kul nabolijo, enega kulki, pa vse, da pa gre na bicikli, pa za župana pa definitivno, ne. No, vseeno je 52 kilometrov, ni odmuh, ne, ste utrujeni? Ne, kar v redu, smo kar v kondiciji. No. Dosti tudi pešačimo tam na Dračiku okoli, čez vikende se vozimo tudi po naših okolicah. Zdaj komaj čakamo, ker še da več kolesarskih stez, ker smo se lahko bolj peljali, tako je super. Kaj se pravzaprav vse dogaja danes tukaj? Danes v Pušenci se dogaja 3 stvari, se pravi, prvotno smo pričeli z igranjem malega nogometa, povabili smo sosednje ekipe, se pravi iz Huma, Frankovec, in pridružila se ekipa iz Ivanjkovec, tako da imamo trenutno v pogonu 4 ekipe, ki poteka na nogometnem igrišču. Zraven nogometnega igrišča se igra odbojka na pesku, kjer igrajo naši člani, starejši, mlajši, kjer je kar živahno tudi. Sedaj pa so se nam priključili pravkar kolesarje iz občine Ormož, županova kolesarska dirka, ki so pravkar se odložili svoje stvari in se bodo okrepčali. Koliko pravzaprav v športnem društvu deluje oziroma koliko vas je članov, kakšne aktivnosti izvajate? Športno društvo Pušenci bo naslednjo leto obeležilo 30 let delovanja, ki ga prav tako mislimo obeležiti z veliko prireditvijo in tudi z biltenom, ki ga pripravljamo trenutno ob 30-letnici športnega društva in 60-letnici igranja malega nogometa v Pušenci. Članov nas je trenutno 154 in članstvo trenutno narašča. To pomeni, da je tudi verjetno kar mladih zraven, ne? Seveda, letos se nam je priključilo kar dosta mladih, ki jih poskušamo, ker mi smo že starejši, vključiti in uvajati v vodenje prireditev, v vodenje igranja malega nogometa, igranja odbojka na mivki. Upam, da nam bo uspelo. Tako kot Pušenčarji to znajo, so zbrane kolesarje odlično pogostili, a seveda tudi vse ostale športnike in goste. Šlo je še za eno prijetno druženje povezano s športom. Ni jih bilo malo, ki so se v Pušencih zadržali, ter se preizkusili še v igranju nogometa in odbojke.